Lepo pozdravljeni. Danes bomo delali nekaj slastnega, sočnega. Zbrala sva divji losos, boljši med gojenimi in konzerviranimi, bolj sočen, kaj bi bomo še dodala, več nutrientoma, sploh pa maščobne kisline omega 3. Danes ga bomo pripravili z ajdovo kašo in kaj vse potrebujemo za pripravo, poglejmo. Zdaj vemo, kaj potrebujemo za pripravo lososa in ajdove kaše. Bolje kot gojenega je bolje divjega, bolje kot konzerviranega je bolje svežega. Midva sva se podala sama v divje vode in lastnoročno poskušala ujeti lososa, ni nam uspelo. Mene si rinila v vodo, da jaz se potapljam. Pa nisi tako dober ribič, kot sem mislila, da si niti potapljač, pa so potem lososa kupila. Zakaj je losos dober, moram še povedati, preden pozdravljava gostjo, za vid, za sklepe. Delujejo protivnetno, za zaščito naših možganov. Za možgane. Znižujejo nivo trigliceridov v naši krvi. Za srčka. Tako, zmanjšujejo tlak oziroma ga uravnavajo. Skratka, za vse funkcije v našem telesu so odgovorne omega 3. In v bistvu jih rabimo za vse. Lašeh povabiva današnjo gosto in sicer ne vidimo jo vedno, jo pa slišimo zagotovo. Ima rada regrat, ima rada rukolo in oreščke in svojo energijo je krasila Evrovizijski oder. Kalina Ovinkari, vabijo ga na oder. Nuša Derenda. Lep pozdrav obema, čau, Živijo, kako si? Hvala. Dobro, sem že malo slišala. Si slišala, kaj bo danes? Boš kaj pametnega se prav odnesla zdaj. Sigurno. Čeprav jaz moram reči, da imam že lososa imam rada in ga veliko kuham, velikokrat delam, tako da super. Zdravje mi je pa tudi pomembno, zelo. Jaz se bom kar lotil priprave, tako da povem pustim, da malo počakate po žensko. Super, hvala lepa, malo ga začini. Jaz sem rekla, da večkrat te mogoče ne vidimo, te pa zagotovo slišimo. Veljaš za enega najboljših, če ne najboljši vokal v Sloveniji. Mi smo ponosni na te in te moramo vprašati, da Eurosong pa to rekla si nikoli več. Kako bi rekla, mogoče nimam več tiste take motivacije, ni mi to niti več takšen izziv, no, mogoče ne. Misliš, da je bolj ima za uveljavljanje mladih, talentiranih? No, EMA ali kakršenkoli drug festival, katerikoli drug festival. Jaz mislim, da pač moraš čutiti, če se želiš dokazati kot pevec, kot izvajalec, potem je vsekakor dobro, da greš na festivale. Ampak mogoče z leti, ko imaš že ti toliko izkušenj, ko si že recimo res kar nekaj dosegel, tudi nagrad in tako naprej, in ko prihajajo novi mladi izvajalci, ki so željni dokazovanja, to sem jaz ugotovila pred parimi leti, da ni mi več to takšen izziv, ker ne glede na to, si ti dober pevec, seveda imaš največ energije, ko si mlajši in takrat se želiš dokazovati. Ampak imaš pa rade žurke, vedno greš zadnja menda zabave. Kje si to slišala? Ptička. Jaz moram biti hitro spati. Ne, to je v redu. Jaz mislim, če si ti v tem poslu, je fajn, da se rad družiš in mogoče sem jaz si velikokrat pridobila točke poslušalcev in ljudmi, s katerimi sem delala, ravno zaradi tega, ker sem tudi rada po nastopih vedno še malo poklepetala, se podružila in čeprav me je to stalo kar veliko spanja v teh zadnjih letih, je to vseeno dobro. Pač jaz pravim, naše poslanstvo glasbenikov je, da razveseljujemo ljudi in hvala Bogu, jaz imam ljudi rada govorim, kot vidiš. In tako, da uživam v tem, ne samo v petju, ampak tudi v druženju in seveda, žurke. Koliko si lahko privoščiš, Vidva sva, oziroma Jasmin je naredil lososa, zdaj ga bomo dala v pečico, tako ko ga do konca, kaj ga boš naredil, ga bomo dala v pečico, medtem pa bomo naredili eno kratko lušno pauzico, ampak samo toliko, da bomo videli, kaj gospod, ki je dobil Viktorja v svoje roke, kaj rad je in s kakšnim športom se rad ukvarja. Z nami Dragan Boliček. Različne vrste solat, ker si sam pripravljam,
od karfiole do brokolija, kuhega krompirja, makarone noter dajem. Če ne gre ven, da vem, da ne bom šel ven, si dam tudi česen noter, drugače se zadovoljim s čebulco, dam tudi malo majoneze, čeprav vem, da ni zdravo, ampak mi paše. Je zajtrk pa če kaj? Zajtrk moram pa reči, da sem pa zelo športno nastrojen, vsak dan štartam z 2 limonama in eno pomarančo, ki si jo žamem, spijem na tešče, dobro različen z vodo, da želodec trpi. Potem prva hrana je ob 11. je kavica z mlekom. Večerja ne, zakaj? Ni, enostavno ne čutim potrebe, tudi vidim zdaj, ko sem starejši, ker sem že parkrat to doživel, da smo šli kam ven, recimo kakšno prireditev, pa da pozno jem, niti ne morem zaspati. Tudi recimo alkohola preveč večer, ne morem dobro spati potem. In pa ob vsej tej hrani, koliko kje vode čez dan? Tekočine veliko, moram reči, da spijem sigurno okoli 2 litra vode, navadne, sokov ne maram. Skupaj s fanti sigurno malo dopinga, to pomeni 0,3 ali viski ali pa kakšno slivovico, viljamovko. Za ogrevanje. Za ogrevanje, ker za viski pravijo, da razširja žile, da je zdrav v normalnih količinah. Tekočine pa drugače, recimo sploh, kadar pa se ukvarjam kaj športom, v nedeljah imam navadno tenis, da mi pa poraba štoliko večja. Recimo popoldne si ponavadi okoli 5. ure, ko prežgem televizijo za poročila, si naredim Nescafe in dam toliko več vode in tisto, kar ostane, naredim iz tega še čaj. In pa različne čaje, bodi si kamilice, bodi si pač malo brine dam noter, metin čaj, šipek, različno. In pa en nasvet za naše gledalce in zdrav nasvet, vaše priporočilo? Pustite politiko pri miru. Naj bo glasba tisto, ki vam bo zapolnila življenje. Ne vem, kaj Dragan Vujić je za zajtrk. Jaz pa vem, kaj noklera notri. Najprej bomo dala lososov pečico, potem bomo debatirala o ajdovi kaši, ki si tudi zasluži svoje mesto v oddaji. Začinila svoje lososa. Lososa začinila najprej z origanom, baziliko, peteršiljem, česnom in pa limonco, katera bo pač ohranila njegovo svežino. Damo peč za 18 minut na 180 stopinj. Same enkrat lososa. Sprej zapijemo. Nuša, kaj ti ješ za zajtrk? Sem kar lačna že ratela, ampak se bom počakala. Slišala kosmiče, da so pripravljala. Tudi, Zadnje čase kosmiče s kefirjem, recimo, ali pa si tudi kaj namažem, pa kakšno zelenjavco, čisto odvisno od dneva. Včasih si tudi kakšen jajček spečem na oko. Ko ti bo zmanjkalo navdiha za kosmiče in za pripravo, si lahko pogledaš eno od najnih prejšnjih oddaj, ki boš dobila kakšno idejo, kako si to pripraviti. Od zdaj naprej bom bolj spremljala, ker me zanima, ker rada kuham in tudi zdrav način prehranjevanja in vse to. Predvsem se trudimo, da je zdravo, da je enostavno, pa da se zraven še zabavamo in vsi tisti, ki ste zamudili recepte iz prejšnjih oddaj, najdete na spletni strani smehapolnasleda.com, ker je tudi nagradna igra z našo perfektno stilsko preobrazbo. Več informacij izveste tudi na naši Facebook in Twitter spletni strani. Ajdova kaša pa je tista, ki bo danes dala piko na i lososu, ker je zdrava. Zdrava je predvsem pa bolj enostavna priprava od riža, hitrejša priprava od riža in enostavnejša od testenin in pa bolj hranilna od obeh, ker vsebuje več vlaknin, je zelo na bazični naravi, to pomeni se prav, da je za želodec, čisti naša jetra, blagodejno se prav vpliva na naš prebavni trakt. Na žolč. Lahko pa tudi ljudje, kateri obolevajo z celiakijo. Tako, ker ne vsebuje glutena. Lahko nekaj vprašam. Pira je približno podobno ali ni, ali ima manj? Pira ima še večjo beljakovinsko zasnovo, ampak ima ajdova kaša boljšo. Okej, hvala. Več balastnih snovi. Kašo bomo kuhali približno 10 minut in teh 10 minut izkoristimo za debato. Lepo pozdravljeni v moji družbi, v super trgovini z odličnimi majicami, ki se imenuje Garderoba in stoji v ljubljanskem Koloseju. Po koncu filma se dobimo vsi v trgovini Garderoba po stopnicah navzdol, kjer dobite odlične majčke za celo družino. Kaj, kdo bo prvi? Ali bomo
športno Slišam, da obožuješ adrenalinske športe. Zdaj me pa zanima, kaj je tvoja skrita želja adrenalina, športa, katere bi rada še probala, katerega nisi probala? Da skačeš rada v vodo, na glavo, pa delaš nazaj, pa rada. To je ostalo od otroštva, recimo kolo, pa salta nazaj v bazen, ne drugač, ne, pa tako, pa kakšna stoja, ampak pač šport me kar spremlja, bom rekla, celo življenje. Od otroštva sem začela z gimnastiko, potem sem morala nehati zaradi šuma na srcu, nisem smela trenirati intenzivno. Ampak recimo potem, jaz mislim, da sem šele po 30. začela pa malo bolj za sebe delati, malo teči, aerobika, zdaj trenutno bolj na fitness in tako, v glavnem. Drugač pa adrenalinski športi, sem adrenalinski človek. Pred kratkim smo bili na Floridi z družino in sem si dala duška malo na teh vlakcih in tako naprej, to mi je bilo super. Dolgo časa, imela sem celo priložnost iti na bungee jumping, ampak mislim, da nekaj je šlo pač v vodo, je padlo in potem nisem šla in zdaj, če bi mi nekdo rekel, če bi šla, ne vem, če bi se še odločila. Zdaj sem že malo. Bilo to, da si bila na Floridi. Padalo bi mogoče. Sam bi šla v tandemu. V tandemu. Eno od mojih skritih želja teh adrenalinskih je tako, da bi enkrat zbral jajca za potapljanje z morskim psom. Brez kletke in to. In glede na to, da si bila na Floridi, tam imajo take variante, ker tam je dosti morskih psov tam šetajo okoli. Ne, nisem imela časa te stvari preveč preizkušati. Ne, to jaz ne bi šla. Ne. Tudi potapljanje ne vem zakaj, meni ne privlači. Se bojiš vode? Bolj recimo, kak je to padalo. Se mi super, veš, ko si na 40 stopinjah, vse tako mirno, nič se ne dogaja. Mene je strah me je, ker sem tolikrat slišala te neke tragične zgodbe. Tega me je strah, ne vem zakaj. Mene je strah, da ne bi šla zaradi tega, ampak me je to malo odmaknilo od tega, da bi mogoče kdaj poskusila. Večja verjetnost je, da se karkoli drugače v vsakdanjem življenju narediš, kot pa da se ti vodi. Sem pa enkrat šla z enim prijateljem, ko smo bili na Jadrnici, in smo parkirali v enem zalivu in je rekel, pejte z mano, boste videla, kako gremo pod skalami in bomo prišli na tako kot eno kotalnico. Skrito jamnico. Ja, kjer recimo najdeš sol, ne, ker more ko zalije, potem se izsuši in potem ne. Ampak smo morali plavati kar dosti daleč, 1, 2, 3, 4 metre, čist med skalami pod vodo, ne. Brez maske, brez vsega, ne. Tako da ti je bilo kar adrenalinsko, je za njim, ko mi sem čakala, da pridem nazaj in potem še nazaj in to je bilo kar adrenalinsko zame, recimo. Preden ga nadaljujemo, najn asistent bo zaspal, če ga ne bom dvignila zdaj. Klemen, spet. Hvala, Klemenu. Videla imamo nevado, da vsakemu gostu dava eno posebno garderobo, da se zlije z najno kuhinjo. Recimo, da dobiš neko majčko, kar imamo nekaj podobnega, ne? La Chef je zbral super stvar zate. Zame, bravo. Prerasla sem Eurosongo, hvala. Ko smo govorili rano Eurosongu, da je zate majca. Kaj pa, če me enkrat še kdaj vidiš gor? Ne, se ne bo. Boš dobila pa drugo majico. No, okej. Primerno zbiščas. Zmagala bom Eurosong. Ne. Hvala, majhna. Ovo, da ti je barva všeč. A glasna. Okej. Hvala, super. A mi pa še barva? Moraš obleči, da bomo videli. Ja, zdaj ne. Bi predolgo trajalo. Zdaj bomo kamero gasli. Bom pol. To bo začeti gotovo. Naš losos se bo kmalu skuhal, do takrat se bomo mi večkrat osvežili z prispevkom tistih, ki vedo veliko in seveda Najo, ki bomo pokazala eno lučno vajo za zdrav duh in zdrav telesom. Malica je zelo pomembna, sploh za dopoldansko malico bi priporočila sadje, sveže, lokalno sadje, jabolka so odlična, hruške. Izogibajmo se sadju, ki je pripovedovalo od daleč, ki je uvoženo, kajti tako ne vsebuje antioksidantov, vitaminov, vsebuje ogromno pesticidov, torej izbiramo naše lokalne pridelke in zaužimo za malico kakšno jabolko,
Sigurno nam bo dvignilo raven energije in bomo lažje delali naprej. Delamo vajo za sprednje stegenske mišice in pa trebušne mišice. Vajo ponovimo najmanj 15-krat. Diši. Tole je že fertik. Evo, tak lep sočen rožnat. Dovoliš? Seveda dovolim, da ti lepo serviraš. Jaz naj opozorim na našo nagradno igro, ki poteka preko spleta. Še vedno iščemo recept za najboljšo torto, najbolj slastno, najbolj zdravo, če je čokoladna, tudi super. In tisti, ki bo zmagal, bo dobil tole majčko Šokoholik, seveda barvo in pa velikost lahko zberete sami, plus tega vam bomo napisali vaše ime samo za vas. Torej, danes smo delali lososa z ajdovo kašo. Za vse, ki ste zamudili recept, ga najdete na spletni strani. Naredil ga je Lašef. Lašef bomo videli, če je dobro sploh skuhal. Moramo preveriti. To bomo še povedala. Smo dobila, Urška Majdič iz skupine Bilis je bila najna gostja in nam je podarila olivno olje in so obljubila, da bova naredila s tem olivnim oljem lososa zate. Super. Evo, rekla si, da boš lososa, zato boš dobila 2 koščka, tako da bom jaz za enega prekrajšan. Veš kaj, majhna, ne smem preveč, razumeš? Ampak si imela kako dieto kdaj, kadarkoli v življenju, ali se bolj izogibaš diet? Ne, prav dieto ne, ampak je pa nekje 10 let nazaj, ali pa že malo več, sem začela bolj paziti na to, kar jem in tako, malo bolj zdravo. Tako da zaenkrat mi še ni bilo treba. Hvala Bogu. Tudi moj poklic mi tega niti ne dovoljuje, da bi se preveč zapustila, tako redno telovaditi. Ker da bi pazila in jedla samo tropske sadeže. Jaz recimo poleti, ko pravijo vsi poleti shujšamo, jaz pa ne, jaz se pa ravno poleti malo zredim, ker je malo bolj na easy, malo kaj izpečemo, grilamo, malo kaj popijemo, kakega dobrega vinčka. Ampak to je tudi, to si mora tudi človek prvošiti, jaz pravim. Lašef, jaz sem ti odprla olivno olje, da ga ti naliješ, kaj si bliže. Aha, to olivno olje, ki smo pa prejšnji dobili od Urške, je tako? Ja. Po mojem zato, ker ga jaz ne znam odpreti. Gre. Ampak to je res velika porcija, jaz lahko tako veliko porcijo pojem. Seveda, zakaj pa ne? To je nizkokaloričen obrok, tako da brez skrbi. Lepa. Urški se bomo zahvalili. A ti ne boš? Seveda, vida so zaželjeni, jaz bom tudi kar bo ostalo. Poskuste. Z veseljem. That's it. Da vidim, če preživite. Odlično. A res ne rabiš soliti? Ne rabiš, zato ker je limonca gor. Sočen to. To je to, če res tako dobro poskusite doma, vidimo se v naslednji oddaji, imejte se lepo in ne pozabite na vaše zdravje. Čivjo.